Vodilni Maribor je tokrat v Ljudskem vrtu pričakal velenjski Rudar. Spomladi sta te dve ekipi že igrali in sicer v Velenju je bilo 0-3 za nogometaše iz Maribora. Z izjemo tistega poraza pa je Rudar v tem drugem delu prvenstva v izjemno dobri formi. Najprej doma zmaga proti Aluminiju, remi v Kopru in nato še domača zmaga proti kranjskemu Triglavu. Prva akcija tekme pripadla Štajercem, takole so poskušali vijoličasti, žoga pred vrata, Mezga je poskušal strelom, a na koncu je njegov strel uspel blokirati Kašnik. Nato še ena priložnost za Dejana Mezgo, tokrat je prišel do žoge na desni strani, žoga pa je šla pred vrata, kjer je veliko napako storil gostujoči vratar Rozman. Mezga je žogo med njegovimi nogami spravil mrežo in Maribor je že vodil z 1-0. Izjemen začetek tekme za vijoličaste. V prvih 5 minutah že dve lepi priložnosti, potem pa je bilo nekaj časa za tišje in Rudar je počasi prevzel vajeti igre v svoje noge. Tole je bila velika priložnost po podaji Jeseničnika, Firer pa je žogo nekoliko slabše zadev, Radujko je bil nekoliko prekratek, še enkrat je poskušal Rudar, Jahič je meril nekoliko mimo gola iz prostega udarca in še zadnja akcija prvega polčasa, tole se je zatresla mreža, ampak le zunanji del mreže je tokrat uspel zatresti Firer. Najprej v drugem delu pa priložnost za Firerja, še enkrat Handanović je žogo uspel ujeti, na to priložnost za Maribor. Robert Berić je bil tisti, ki je bil pri strelu odlično se izkazal, Rozman in še vedno je Rudar upal na morebitno presenečenje. Po dobri uri igre pa je Viler lepo prodrl po levi strani, našel povsem samega Tavareša, ki mu ni bilo težko zadeti gostujočih vrat za povišanje prednosti. Maribor je vodil z 2-0. Veselje v Ljudskem vrtu, lepa kombinacija Viler, Tavareš in še enkrat lep zadetek tega najboljšega strelca Maribora v letošnji sezoni. Do konca tekme pa je bilo še živahno, najprej izjemna obramba Rozmana po strelu Cvijanovića, potem pa velika priložnost za Rudar. Tole je bila slabo izvedena kombinacija Eterovića, ki je zadev iz prepovedanega položaja in pogledajte si velika neumnost Podlogarja in Eterovića, ki je bil prehiter in zapravil tole veliko priložnost. No, potem pa je Podlogar vendarle dobil še enkrat priložnost za zadetek. Tule je zatresel mrežo, žoga je bila prek golove črte. Podaja z leve, strelom iz voleja poskušal Eterovića, žoge ni najbolje zadev, najspretnejši pa je bil na drugi vratnici Podlogar in postavil končni izid tekme 3-1. Tule pa je imel tudi mladi slovenski reprezentant nekaj sreče. Rudar je na koncu vendarle zabil častni gol, časa za kakšno točko ali preobrat pa je seveda tokrat zmanjkalo.